živijo v novem vlogu. Mi smo se končno odlepili od Cap Skiringa, danes gremo do Zidinčurja, vmes se bomo še spet ustavili, da bomo kupili škampe. Sva včeraj naračunala, da če hočemo imeti v skrinji 4 kile oziroma 4 bance sladoleda, lahko kupimo 3 kile škampov, tako da se bomo založili, tako da bo skrinja polna. Ja, vse skupaj bomo pa koliko 8 kil. Ja. 8 kil škampov kupili, ker zdaj vsak dan jeva škampe že zadnjih 10 dni ali še več. Tako da ja, se jih bomo kar najedli. Drugače pa se tle obračamo nazaj proti severu. V bistvu malo naj omatrali, da bi šli še v Gvinejo Bisau, ampak ker smo malo časovno omejeni vseeno, bi samo po nepotrebnem hiteli. Poleg tega bi rada še nekaj časa v Maroku bila, ker smo zmenjeni z enimi prijatelji tam. In poleg tega, da se nama za nek kratek čas v Gvineji Bisau res ni dalo ukvarjati čez eno mejo, oziroma to bi pol pomenilo z 2 mejama, ker bi mogli tja in nazaj. Mislim, da jih bo že veliko zdaj spet nazaj grede, to vedno vse traja in ja, naporno je. Tako da se obračamo tle na sever. V bistvu je bila zdaj najbolj severna točka tega potovanja 71 stopinj severno od ekvatorja na Nordkapu, tukaj smo pa zdaj 12 stopinj severno, tako da vse smo kar veliko južno prišli. Jutro, ura je 9 in mi smo že na poti naprej. Morajo pa tako je, da sva danes po noč posebej spala, jaz sem spal dol, Nastja gor. Pa ne zato, ker bi se to skregala, ampak je bilo res tako vroče, da gor v Alkovnu bi bila čist prevelika vročina za spat. In tako je bilo že tudi nazadnje, ker smo tle v Zidinčurju prespali. Tako da ja, danes je bila vseeno malo boljša noč, kot prejšnjič tukaj. Ja, no, vseeno zelo dobro nisva spala, ker je bilo spet ful veliko komarjev. Jaz sem čisto popikana, tako da sem se po noči čohala. V bistvu ni, po mojem nazadnje sem bila tako popikana, kot otrok. Ja. No, gremo pa danes naprej proti Gambiji, oziroma pred mejo bomo verjetno prespali. Do zdaj smo raziskali notranjost Gambije, zdaj bomo šli pa proti zahodu, in ste gledali še obalni del. Tako da ja, se že kar veselimo. Na tej glavni omari sva pred parimi leti dodala police, ampak sva uporabila prešibke zatiče, tako da zdaj so nama te police dol padle od vseh teh tresljajev in od vseh teh skakanj kemperja. Enkrat so to že popravljala z istimi zatiči, pa se zdaj isto zgodilo.
Tako da zdaj bomo malo bolj kmečko naredila, ampak bolj ziher, tako da bo kar te lajštice prešraufala v steno omare in pa bo res fiksna gor polica. Upava, no, da bo zdaj za zmeri. No, ta prostor, kjer smo bili danes parkirani, ni bil nekaj ekstremno posebnega, ampak je bil vseeno zanimiv, zato ker je tik pred vstopom na plažo, oziroma že na sami plaži, bila kakor ena taka, niti ne vas, ampak samo tako veliko nekih hišic ribiških in ful velik ribičev, ki so potem v teh hišicah zlagali ribe. Sicer vonj ni bil ekstra prijeten, ampak je bilo pa zanimivo za videti. Pa tudi lepa plaža je bila potem za sprehod, tako da se je šnap spet malo nalaufala v vodi. Ja, kar je super, da se je danes zjutraj malo zmatrala, ker nas danes spet čaka prehod meje. V bistvu gremo danes nazaj v Gambijo. Če bo vse po sreči, bomo danes tudi že šli čist na obalo Gambije, kjer bomo obiskali eno Slovenko, ki se je tja preselila in jo je tudi povabila tja, da pridemo na obisk. Smo čez mejo, vse skupaj je trajalo 1 uro, zdaj ne vem, ali smo se midva že malo navadila teh mej, ali je res bila to zelo easy meja. Zanimivo je edino to, no, da sva pri Senegalu se že 3 kilometre prej v eni vasi mogla poštempljati štempelj, pasuš in tudi ta karnet za avto, se pravi na carini vse zrihtati, pa se pa peleš do gambijske meje, tudi tam je vse hitro šlo. Tokrat ni bilo nobenih težav z vizo, samo vprašali so naju, če je Slovenija v Evropski uniji in mu je bilo bolj tako jasno, da bolj ne rabi vize. Ja, sicer je klical nadrejenega, ampak ja, v 3 minutah vse se zrihtali. Ja. Potem edino, kar je na gambijski strani res dolgo trajalo, 20 minut, je trajal pregled avta, kjer so res kar temeljito pregledali noter predale, določene stvari so si izbrali in so res iz ruzaka so vse ven spravili v denarnicah, pogledali vse kotičke v eni vrečki, ki jo imamo pri posli tudi za nočno omarico, so tudi vse ven zložili. Tako da ja, iskali so droge in orožja, na srečo niso ničesar našli. Mislim, na srečo si niso mogli nič najti, ker nič takega nimava. Tako da ja, niso bila niti živčna, tako da je bilo res miren prehod meje in sva kar zadovoljna, da smo spet v Gambiji, kjer vsi govorijo angleško in upava, da bo spet prijetno. No, danes popoldne smo potem preživeli v slovenski družbi. V bistvu so se pripeljala do te vasi Sanyang, oziroma do plaže blizu te vasi, kjer ima ta Slovenka, ki nas je povabila, eno hiško na plaži, tako da so se oglasila in v unem času, ko sva bila midva tam, je bilo na obisku tudi še 5 drugih Slovencev. Tako da je bila res kar velika družba, smo pojedli kosilo skupaj, so pekli barakude, ki so bile ful dobre, malo smo spet poklepetali v domačem jeziku, kar nam je bilo kar čuden,
Pa tako, no, kar fajn smo se imeli, sicer zelo dolgo nismo mogli biti, zato ker sem mogla potem delati, tako da ja, v bistvu takoj potem, ko smo pojedli, sva šla in ja, je bilo kar fino. Ja, v bistvu je bil danes kar zelo zanimiv dan, ampak tudi zelo naporen, tako da zdaj je ura 10, oziroma malo čez 9, tako da verjetno bo zdaj sam še popadala v posteljo in zaspala. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio.